dediščina rudarjenja. Zagotovo je zelo dobra prispodoba tudi k samemu geometričnemu središču Slovenije. Namreč takrat, pred 44 leti, ko se je določila ta geometrična točka na Geosu, je bil to res pogumen, ne samo geodetski korak, ampak predvsem državotvoren korak. Korak zaradi tega, kjer ste že leto dni napisali znameniti Prešernovi verzi, Prešernove zdravice, tukaj na ta lik, in ki so potem čez 10 let predstavljali tudi našo slovensko himno. Želim vam prijeten popoldan in seveda lepo praznovanje. Stan rudarski, bodi nam pozdravljen, stan rudarski, to je naša slast. V znoju vročem in brez sončne luči, delat svoji domovini čast. Naj živi nam, naj živi nam, naj živi nam, naj živi nam, naj živi nam rudarski stan. Naj živi nam, naj živi nam, naj živi nam, naj živi nam rudarski stan. Zdrav vsem skupaj, posebej gospodu županu, hvala tudi organizatorjem, da so povabili in da je možno že rekel, da simbolično rudare, ki jih poznamo, da delajo nekje spodaj, dvignemo gor, celo samo središče Slovenije. Ja, kopali smo ga v Trbovljah vse od 1804 do pred kratkim, več kot 200 let. Zdaj ne govorimo o tem, da je to pogonsko gorivo celega prvega obdobja industrializacije. In zaradi tega tudi teče. Danes glavna železniška proga še vedno med Dunajem in Trstom, ravno tukaj mimo naših krajev, ker so potrebovali tudi naš prehod. In danes, če gledamo zdaj, za nazaj, zakaj je pomembno, da še vedno ohranjamo v našem muzeju, a prek društev, pa prek pevskih zborov, to tradicijo rudarstva. Mnogokrat, če nimaš temeljev, iz katerih si štartal, je težko gledati tudi v prihodnost, kaj boš postal. In to je tisto, kar muzeji imamo v svojem poslanstvu in se tudi trudimo pokazati, da to, kar imamo danes, je nastalo na temelju dela, odrekanja, borbe prejšnjih generacij. Da nič, kar danes gledamo okoli nas, ni samoumevno. Danes o tej dediščini ne pričajo le knjige in muzeji, pričajo ljudje, ki so si za svojo nalogo vzeli ohranjanje tega posebnega duha. Med njimi je Joži Pukovič, predsednica turističnega društva Trbovlje. Ja, podnesti je treba besedo očetov, starih očetov naprej. Treba je dediščino ohranjati, tako kulturno, kot tudi industrijsko. No, in kaj naj povem o našem rudniku, o naših rudarjih? Ja, kakšno je delo rudarjev. Prišli so ven, vse črni, umazani. Predno so šli v jamo, so si obleke svedrali, bom kar po domače povedala, prav pod vrh, kjer so se preoblekli v delovna oblačila. Morali so prevzeti tudi svetilko, da so videli v jami, in pa seveda markico, ki so jo nosili s sabo, in ko so prišli iz rudnika, so jo vedno morali vrniti tja, da so vedeli, če so vsi prišli živi ven. Ja, kje so pa živeli? Živeli so v kolonijah, imeli so kar številne družine in zelo lepo skrbeli tudi za svoje otroke, za žene in seveda tudi žene zanje. Zato so jih hranile s takšnim močnimi jedmi. Kitajka je povabil, naj pripelje otroke, bodo pomagali malo na kmetiji, potem pa res smo to odšli, metali, runkoli, korenje na vozove,
ki so bili že izkopani, potem pa lahko domov odnesli, kolikor smo lahko nesli jabolk. In že je bila ozimnika tudi v kleti. Če ti koga pred 40, 30, 20 leti povabil v Letijo na izlet, se vsak zamislil, zakaj bom tam videl. Razen otrok v osnovni šoli in v srednji šoli, ki so prihajali sem, da so pogledali ustvarjeno vaško sitolo, ki je povezvač, in pomnik, pred katerim se trenutno nahajajo. Druge turistične ponudbe pa žal pred 40 leti ni bilo. Danes je predvsej drugače. Že samo zaokroženo območje vač ponuja velike stvari. To lahko preživiš ne dan, 2, teden. Potem smo lahko ponosni tudi na samo mesto Litija, z Pečnikovim spomenikom.